Pred upravo Gorenja je danes stavkalo okoli 1000 delavcev, ki so nezadovoljni z letošnjo božičnico in neizplačilom nadur. Pred njih je stopil predsednik uprave Gorenja Franjo Bobinac v spremstvu varnostnika in jim povedal, da je uprava pripravljena na mesto napovedanih 150 evrov izplačati 300 evrov božičnice. Delavci, ki so lani prejeli 250 evrov božičnice, so njegove besede pospremili z žvižgi in vzkliki "lopov si" in "gotov si". Vendar pa so se zadovoljni z obljubo nekaj po 10. uri vrnili na delovna mesta. Zakaj včeraj za mizo na toplem ni bilo možno dati 300? Danes na ulici je pa možno. Se pravi, da zahtevajo ulico, zdaj jo pa imajo. Zdaj pa sindikat nima več nič v svojih rokah. Ljudje so prevzeli vse. In mi jih 100% podpiramo, ker mi smo zaupniki ljudi. Nam ljudje zaupajo. Predstavniki reprezentativnih sindikatov javnega sektorja so v državni zbor vložili zbrane podpise za začetek postopkov za referendum o zakonu o izvrševanju proračuna za leti 2013 in 2014. Predlagano referendumsko vprašanje se glasi: ali ste za to, da se uveljavi zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014, ki ga je državni zbor sprejel na seji 6.12.2012. Rok za referendumsko pobudo se izteče v četrtek opolnoči. Finančni minister Janez Šušteršič pa je že v torek napovedal, da bodo v primeru vložitve pobude za začetek postopkov za referendum na Ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti takšnega referenduma. Informacijski pooblaščenec v inšpekcijskem nadzoru ni mogel ugotoviti vzroka za izginule podpise pod referendumsko pobudo o zakonu o slabi banki, kot tudi ne, ali so podpisi izginili namenoma. Je pa pooblaščenec ugotovil, da tako v državnem zboru kot tudi na notranjem ministrstvu ne ravnajo dovolj skrbno z dokumentacijo z osebnimi podatki zaupne narave. Danes opoldne se je na ustanovni seji sestal 5. sklic državnega sveta. Na seji so najprej potrdili mandate novoizvoljenim državnim svetnikom, v skladu s prakso pa naj bi izvolili tudi novo vodstvo, predsednika in podpredsednika sveta ter imenovali generalnega sekretarja. Med 40 novoizvoljenimi svetniki jih je 16 funkcijo opravljalo že v dosedanjem sklicu. Medtem ko je bila v državnem svetu v zadnjem mandatu le ena ženska, bodo v novem 3. V novem državnem svetu je kar nekaj županov, med njimi tudi Franc Kangler. Vlada obravnava predlog zakona o ratifikaciji poroštvene pogodbe med državo in Evropsko investicijsko banko za del kredita v višini 440 milijonov evrov za 6. blok termoelektrarne Šoštanj. Pogodbo bo moral na koncu potrditi državni zbor. Vlada obravnava tudi besedilo novele zakona o prekrških, ki med drugim poenostavlja postopke o prekrških v cestnem prometu in predvideva možnost plačila stroškov na obroke, če je dovoljeno plačilo globe v obrokih. Na območju policijske uprave Ptuj so v prvi polovici letošnjega leta obravnavali 650 kaznivih dejanj, kar je za 17% manj kot v enakem obdobju lani. Lokalni varnostni sosvet ugotavlja, da so razmere na tem področju relativno ugodne in upa, da se bo takšen trend nadaljeval tudi v prihodnje. Jutri se bo povsod pooblačilo, le v severovzhodnih krajih bo še precej jasno. Popoldne bo ponekod začel pihati jugozahodni veter, v jugozahodnih krajih pa se bodo začele pojavljati rahle padavine, po nižinah Primorske predvsem kot dež, drugod večinoma kot sneg. Najnižje jutranje temperature bodo okoli -15, čez dan pa okoli 0 stopinj Celzija. V petek bo pretežno oblačno, v zahodni in osrednji Sloveniji se bodo pojavljale manjše padavine, meja sneženja se bo dvignila nad nadmorsko višino 800 metrov. Pihal bo jugozahodnik. V soboto se bodo padavine okrepile in razširile nad vso državo, snežilo bo nad okoli 1400 metri. Pihal bo jugozahodnik. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Stoletje osnovne šole Gustava Šiliha v Mariboru, šole s prilagojenim programom. Kako turiste iz Maribora povabiti tudi na podeželje? Bodite z nami ob 18.